Res ni fair, da je toliko vseh, ki pametujejo tudi na tem področju. Verjemite, da veliko se najde celo takih, ki sploh nimajo kaj dosti stika z otroci ali pa niti nimajo svojih otrok, pa še kar govorijo o tem. Danes bi pa rada nekaj povedala o vzgoji, o otrocih, zato da majčkeno začnemo tudi razmišljati na tem področju, kakšne trende vse zdaj srečujemo, koliko vsega imajo za povedati in kako čedalje več ljudi je tem bolj zmedenih spet, ko ne vejo, kaj prakticirati, kako razmišljati, kaj upoštevati in tako naprej. Da se ne zgubim. Ni pravila za vse. Hvala Bogu smo vsi različni in zaradi tega, ker smo vsi različni in kot starši ravnamo drugače, zaradi tega tudi naši otroci lahko postajajo drugačni. So neka kopija nas. A ni to lepo? Meni se zdi, da je v redu, ne, če ti je otrok podoben. Catch nastane samo v tem, da verjetno si mora starš vsaj približno biti všeč, temu je lahko všeč tudi otrok in takrat rata je ena lepa sinhrona simbioza. No in če gremo zdaj na področje starševstva. Dajte si predstavljati nekoga v vodi, ki ne zna plavati in potem si še predstavljate eno ogromno vejo na vodi, ki priplava mimo ali pa mimo nje. Sej to konec koncev ni pomembno. Ta, ki ne zna plavati, je otrok, ki se vsega šele uči. Ni vešč, ne zna, ne ve, ne razume. Veja je starš oziroma starš. Kaj zdaj hočem povedati? Namen in bistvo je, in tako mora biti, da je starš čim bolj trdna, močna, dobro grajena veja. Zakaj? Zato, da bo vzdržala, ko se jo bo otrok rabil prijeti. In hkrati s tem, ko je starš takšna močna, trdna, vzdržljiva veja, s tem že avtomatično oddaja tak občutek, tako energijo, tako elektriko, tak vtis otroku, da se otrok tega tudi točno zaveda. Ni boljše in bolj pomembne stvari, ki jo mora vsak otrok v svojem staršu začutiti. In to je, da ve, da se ima česa oprijeti. Da je nekje steber, da je nekje moč, da je to ta veja, ki se bo lahko vedno oprijel, kadarkoli bo rabil. In to je otroku najbolj pomembno. To primerjavo si predstavljate samo kot, da so te veje različne. Kakšna starševska veja, ko se otrok oprime, je lahko čisto gladka in prijazna. Kakšna pa lahko malo trnja, pa kakšnega načetega ljublja, pa majčkeno ni prijetna noti. Pazite to, ne glede na to, da tista, ki je malo bolj groba in lahko otroka, ko se prime, majčkeno rani, se te rane zacelijo, nič hudega. Če pa preveč gladka, lahko pa tudi roka skozi dol. Tako da, vidite, ni pravila. Verjemite, da otrok, ki se rodi v določeno družino, je tudi vajen takšnega načina rokovanja, komunikacije, življenjskega sloga. Če res zelo, zelo poenostavim, bi to nekako pomenilo to. Ne glede na to, v kakšno kategorijo kot starš se uvrščamo. A malo bolj mehak, ali malo bolj strog. Otroku je res najbolj pomembno eno. To, da je starš dosleden, vztrajen, čvrst, zanesljiv, močan, samo ne komplicirati. In ne se gnati za trendi, kakšni bi kot starši morali biti, vsi unificirani in ne vem še kaj. Važno je, da smo trdna, čvrsta veja. To pa pomeni, da se moramo sebe spoznati, to je pa tako darilo starševstva. Da se človek v svoji vlogi ob otroku more spoznati, zato da sploh ve, kaj dela, kako dela in kako se lahko izboljša. V tem moj čar. In ne rabimo prevečkrat otrokom govoriti, da smo zmotljivi in da se vsi motimo. Jaz ne vem. Če bi vi šli na posvet k kirurgu, ki vas bo operiral, in bi vam kirurg rekel, ja, lejte, Jože, vsi veste, kako je s tem, ne? Lejte, vsi smo samo ljudje, vsi smo zmotljivi, se zgodi, tudi kaj gre lahko narobe. A res bi vi hoteli to slišati od nekoga, ki mu morate 100% zaupati svojim življenjem in se nanj zanesti? No, enako je z našimi otroci. Oni se morajo na nas zanesti.
Tako da nič hudega, če smo malo bolj odločni včasih, pa tudi, če nismo čisto prepričani, pa če imamo v sebi dvome, smo naredili prav ali ne, važno, da naš otrok verjame, da smo vedeli, kaj smo delali. Vse ostalo se da pa zatem popraviti.